To je zelo praktično, prej sem moral 5 knjig nositi sabo, zdaj pa lahko vse imam v eni, ne, ker so lepe zbrane. Res je bil bend Zelena kobila, ki je imela en problem, ne, in to sem bil jaz. Jaz malo tako metaforično rečem, da hočem biti, kadar pišem besedilo za nek bend, hočem biti del benda, čeprav ne da Bože, da bi res bil, ne, ampak tako metaforično pa, ja. Ko sem se zavedal, da beseda steklo, da je resnico steklena, da je beseda puhasta, sem začel biti za take zvočne simfonije, ki, če me kdo vprašal, kaj to pomeni, sem vsakemu povedal neko drugo zgodbo, ne. Ko je prišlo do spremembe urednika, sem dobil zbirko nazaj z pripisom, tole smo našli v predalih pokojnega Hermana Vogla, ampak da ne bom zdaj kritičen do Barvarja, preveč moram povedati, da mi je potem že kakšen 14 dni kasneje napisal pismo in mi ponudil izdajo otroške knjige, da pa tista knjiga za odrasle ni šla, sem pa zdaj fejst vesel, ker so bile zelo slabe pesmiče. Ampak si tudi recimo sam poješ kakšne melodije, imaš kakšne ideje? Ja, pojem si. Pojem si, ja. Dobro? Ne bom danes, ne drugič. Dobro, mogoče lahko kasneje ga prepričamo, kakšen kozarčku, ali treh. Na povedi naslednje pesmi sem se pa pravzaprav najbolj razveselil v branju scenarija. Pišem se Flisar in v srednji šoli smo občasno zbadali za Flosar. In na vrst je flosarska pesem. Prosim še direktorja Mariborskega kulturnega centra, založnika te knjige, Dušana Hedla, nekoče punkerja, zdaj družbeno odgovornega podjetnika, transkripcija. Hvala, gospod Flosar, za skrivno poved.